Katedra za pediatrijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani je v sodelovanju s Pediatrično kliniko Ljubljana, Kliniko za pediatrijo Maribor in predstavniki pediatričnih oddelkov splošnih bolnišnic v Sloveniji organizirala tokrat že 29. Derčeve dneve. Gre za podiplomsko izobraževanje iz pediatrije. Dr. Bogdan Derč, rojen 1880, umrl 1958, se je v zgodovino slovenske medicine zapisal kot prvi pediater in profesor. Kot predstojnik otroške bolnišnice se je po letu 1919 lotil njene reorganizacije, pod eno streho je želel združiti oddelke za vse otroške bolezni. Njegova bolnišnica je bila kasneje temelj za današnjo pediatrično kliniko. Derčeva strokovna prizadevanja so bila usmerjena predvsem v pravilno prehrano novorojenčkov in dojenčkov. Objavil je več člankov in zdravstveno-vzgojnih prispevkov ter napisal knjigo Dojenček, njega, negovanje in prehrana. Vsebino tega vsakoletnega srečanja pa nam je razkril profesor dr. Ciril Kržišnik. Derčevi dnevi so vsakoletno izobraževanje z pediatrije za pediatre in šolske zdravnike iz cele Slovenije. Letos se jih je zbralo preko 400, to je res kar velika številka. Mislim, da je tudi tema tako zanimiva, da so kar vsi zadovoljni s programom. Tokrat je govora o sodelovanju med primarno pediatrično mrežo in sekundarno ter terciarno, se pravi med pediatri šolskih in otroških dispanzerjev ter pediatri, ki delajo v otroških oddelkih splošnih bolnišnic in na obeh klinikah, se pravi v Ljubljani in Mariboru. V prvem dnevu smo obravnavali tematiko z področja hemato-onkologije, endokrinologije, neonatologije, nevrologije in intenzivne terapije. Dejstvo je, da želimo, da se čim več otrok obravnava v okviru primarne mreže, se pravi pri svojem osebnem zdravniku pediatru, vkolikor pa so zahteve po zahtevnejših preiskavah, pa je potrebno te otroke napotiti v sekundarni oziroma terciarni center. Dejstvo je, da mi želimo, da se dejansko pošle v hospital le tiste otroke, ki to nujno potrebujejo. V okviru teh dnevov smo predstavili doktrino, kaj naj obravnavajo pediatri v okviru svojih dispanzerjev, kdaj naj posumejo na resnejša obolenja in kam naj usmerijo otroke, ki imajo klinične znake določenih obolenj, kot so onkološka, hematološka, endokrina in druga. Govor je bilo tudi o problematiki debelosti, ki postaja resen problem tudi v naših krajih. Dejstvo je, da debelost narašča. Procent otrok, ki imajo prekomerno težo, že dosega skoraj 20%, tam okrog 18%. Tisti, ki so pa zelo debeli, pa okrog 9%, kar je zaskrbljujoče. Ta prekomerna telesna teža, ki je povezana z prekomernim uživanjem predvsem ogljikovih hidratov v prehrani, pa tudi drugih torej substanc, ki so škodljive, kot so maščobe, zlasti tiste, ki imajo zasičene maščobe. Torej vse to pogoljuje pojav prekomerne telesne teže, hkrati z neaktivnostjo, z pogostim sedenjem ob računalnikih, tako da je to kar resen problem. Saj je s tem povezano tudi pojavljanje tako zvanega tipa 2 diabetesa, ki izrazito narašča v razvitih državah, med drugim tudi v Sloveniji. Določena obolenja imajo slično incidenco v Sloveniji, kakor v Srednji Evropi in Zahodnji Evropi. Če primerjamo zdravstvo v Sloveniji in recimo v Zapadni Evropi, lahko povem, da je umrljivost dojenčkov v Sloveniji izredno nizka, celo nižja recimo kot v Nemčiji, pa primerljiva z ono v Skandinaviji. Pri določenih obolenjih se pa žal dogaja to, da sledimo tudi razvitemu svetu, predvsem pri pojavljanju določenih avtoimunnih obolenj, katerih incidenca narašča. Če samo omenim sladkorno bolezen, incidenca te bolezni se veča vsako leto za približno 3%,
tako da je to že kar zaskrbljujoče. Poleg tega pa, kot sem že omenil, se pojavlja tudi vse več motenj prehranjenosti, kar vodi v pojav tako zvanega metabolnega sindroma. To je tipa 2 diabetesa, poleg tega pa tudi zvišanje krvnega tlaka, maščob v telesu in torej pojavljanja zgodnjih zapletov v odrasli dobi na ožilju in srcu, kar vodi lahko v prezgodnjo smrt, zlasti pri določeni populaciji, ki ima ekstremno težo in ne pazi na ustrezno prehrano in aktivnost. Kaj pa zdravniki in zdravstveni delavci sledite mednarodnim trendom na področju pediatrije? No, sledimo, tudi sodelujemo aktivno pri kreaciji pravzaprav znanja v evropskem prostoru. Mislim, da je znanje naših pediatrov, šolskih zdravnikov primerljivo z onim v zahodni Evropi. Dejstvo je, da imamo celo določeno prednost, saj je v Sloveniji na primarnem nivoju prisoten pediater, šolski zdravnik, tako da lahko optimalno skrbi bolne otroke in mladostnike, za razliko od nekaterih zapadnih držav, kot je recimo Velika Britanija, Holandija, kjer dostikrat skrbijo za varstvo otrok splošni zdravniki, ki niso toliko izurjeni za obravnavo otrok oziroma mladostnikov.